Jan Pancar na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu na veliki nagradi Velike Britanije v razredu MXGP osvojil 11. mesto. Mladi vozniki Speedwaya od 12 do 16 let na 250 kubičnih motorjih v Liberecu vozili dirko za državno prvenstvo Slovenije. Novo ime v svetu Speedwaya Domen Gračner. Cestno-hitrostni motociklisti so se merili za nove točke državnega prvenstva Slovenije na dirkališču v Brnu. Mladi motokrosisti so tekmovali v Franciji na polfinalni dirki Evropskega prvenstva na motorjih s prostornino do 65 in do 85 kubičnih centimetrov. Sven Cerjak in Gregor Zorko v Gdansku na prvi finalni dirki Evropskega prvenstva parov na 250 kubičnih motorjih Sloveniji privozila 3. mesto. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Dvanajsta dirka svetovnega prvenstva v motokrosu je bila velika nagrada Velike Britanije v Metterley Basinu. Edini slovenski voznik na njej je bil Jan Pancar, in sicer v razredu MXGP. Sobotne kvalifikacije je odpeljal zelo dobro in si je privozil 8. mesto ter 3 točke za skupni seštevek, kar je bila lepa najava za nedeljski vožnji. Široka steza je omogočala izbiro različnih linij, a znova je bilo veliko odvisno od štartov. Ta se v nedeljo Pancarju nista posrečila, kot si je želel in načrtoval. Za nameček je imel v prvi vožnji kmalu po štartu še težave s krči v rokah, ki pa se jih je vendarle otresel. A tekmeci so bili neizprostni in više od 11. mesta se mu ni uspelo prebiti, kar je ponovil tudi v drugi vožnji, ki jo je sicer dobil Romain Febvre. Francoz je s tem slavil zmago na dirki, na kateri je Pancarju tudi skupno pripadlo 11. mesto. V točkovanju svetovnega prvenstva razreda MXGP je še vedno poškodovani Tim Gajser zdaj na 9. mestu, Pancar pa se nahaja na 13. mestu. Liberec na Češkem je gostil drugo dirko državnega prvenstva Slovenije za mlade voznike Speedwaya od 12 do 16 let na 250 kubičnih motorjih. Dobil jo je Sven Cerjak, ki večjih težav na stezi ni imel. Zadeli smo nastavitve na motorju, bil sem hiter, tako da sem se mogel sam skoncentrirati na dober štart in samo vožnjo, da ne bi padel, da ne bi zdrsnil. Sliši se sila preprosto in enostavno, a vseeno ni. Speedway dirkanje zahteva cel kup veščin, ki jih je potrebno včasih milimetrsko natančno uporabljati in hkrati na motorju obvladovati tudi samega sebe. Probal sem biti čim bolj miren na motorju, ker sem vedel, da tako dobivam hitrost. In ja, mi je ratalo. To je formula uspeha aktualnega svetovnega podprvaka serije Speedway Grand Prix 3. Mogoče pogrešam par dobrih konkurentov, naprimer Cooper Russian, Maximilian Pavelča, Karol Schmidt, ki z njimi smo se res lahko pomerili. Enkrat sem jaz prehitev enega, drugič oni mene, vozili smo vsi fair play, veliko sem se naučil z njimi. Ostra konkurenca ob prizadevnosti in doslednosti na treningih je v ospredje v svetovnem merilu potisnila tudi Gregorja Zorka. V zadnjem letu je zelo napredoval in se veliko naučil. Tudi na 2 dirkah v Liberecu. Od začetka smo malo napako naredili, smo šli z narobnim motorjem, pa smo po drugi vožnji smo zamenjali motor, pa je bilo malo boljš. Zorko vselej vozi zelo borbeno in nepopustljivo. To mu je prineslo končno 6. mesto v seriji SGP3. Zaveda se, da so padci sestavni del Speedwaya. Tudi v Liberecu se je znašel na tleh. Ja, tam smo bili pa vsi trije na kupu, jaz Ziman pa Pruša. Jaz sem bil prvi, pa je Pruša zapeljal pod mene, pa me je ruknil pa čez motor, sem pal pa na ramo.
Vsaka šola nekaj stane in eden od tistih, ki je šele začel s prvimi resnimi speedway tekmami, je Domen Gračner. Star sem 10 let, letos 14. julija bom star 11 let. Vozim za AMD Krško, vozim pa od 12. septembra 2023. Mladi up vozi 125-kubični motor in že dobro ve, kako je potrebno na stezi krotiti takšen motocikel v boju s starejšimi tekmeci v tem razredu. Danes sem se preveč bolj kot ne že odsiral, probal sem se čim bolj umiriti, pa se sprostiti na dirko. Pa v zadnji rundi sem v zadnjem ovinku padel, ker mi je motor spodrsnilo in sem padel, pa sem se malo udaril v koleno. Domen jo je odnesel brez poškodb, toda dobil je dragoceno izkušnjo, ki bo lahko eden od njegovih kamenčkov v mozaiku speedwaya, kakršnega sta pred leti začela sestavljati Cerjak in Zorko. Gračnerjeva društvena kolega sta se prebila med vrstniki v svetovni vrh. V naslednji sezoni pa ju bomo že gledali na 500-kubičnih motorjih in v še bolj izostreni mladinski konkurenci voznikov do 21 let, v kateri bo dirkanje še bolj neizprosno. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. V Brno prihaja MotoGP. Da bo za elitne dirkače kraljevega razreda vse nared, so stezo Avtomotodrom Brno med drugim preizkusili tudi najboljši slovenski dirkači. Legendarno dirkališče Masarykov Ohrug je v zadnjih mesecih, dnevih doživelo kar nekaj lepotnih popravkov in posodobitev. Največja sprememba je nova asfaltna podlaga in povečane izletne cone, zato je dirkanje bolj varno in še bolj atraktivno. So popravili praktično 99% neravnin, tako da steza je v vrhunskem stanju. Super je, ne trese več, res lahko odpreš ven iz ovinka, asfalt drži nenormalno, tako da je super. Slovenski dirkači so nad spremembami navdušeni, vedno pa bi organizatorji lahko naredili še nekaj več. Gripa ima približno isto, oziroma prijema. Ima pa določene točke, kjer so tiste prejšnje grbine se popravile, so pa nastale nove, ki jih je pa z novo svežo črno barvo težje videti. Tako da malo se moraš iti na spomin voziti, kje so pa kje niso luknje. Pa jaz bi rekel, da je kar ledene druga proga pač. Ni več tisti grbin, asfalt je res raven, neč ne skače motor. Pa ja, drži pa za nared. Čeprav so večino časa na asfaltni podlagi dirkali kot po tračnicah, pa so za nekaj nevšečnosti poskrbele visoke temperature. Na stezi je bilo žgoče vroče, saj so se tla segrela na več kot 50 stopinj Celzija. Kljub poletni vročini sta bili dirki državnega prvenstva Slovenije zanimivi in atraktivni. V razredu Superbike je dirkaško akcijo na Moravskem popestril Marko Jerman, ki je z vrhunsko predstavo prišel do zmage. Naredil približno tak čas, ki sem pričakoval, pa ritem je bil dober, no? Tako da rekel, da sem čez celo tekmo držal ritem in sem kar zadovoljen s tekmo. Oči navijačev so bile uprte tudi v dvoboj za vodstvo v skupnem seštevku med Borisom Kogovškom in Alešem Brzinom. Dirkač iz Trebnjega je dirko končal na drugem mestu, na roko pa mu je šel tudi razplet za tretje mesto. Vedel sem, da ne bom konkurenčen za prvo mesto, zaradi okrevanja po poškodbi, ampak še zmeraj smo povzeli najboljše, kar se je dalo, in to je bilo ta vikend drugo mesto, kar je bilo več kot dovolj. Zdaj gremo pa naprej. Med njega in Kogovška se je urinil Enej Logar, ki je, tudi po dirki v Brnu še vedno vodilnemu skupnem seštevku, odščipnil nekaj pomembnih prvenstvenih točk. Imeli smo z ekipo plan narejen, v resnici se je tako, da ratal nam je. Idrijec je na sloviti stezi preizkusil kar v 2 tekmovalnih razredih, takoj po dirki dirkačev Superbike je skočil na svoj drugi motor in nastopil še v konkurenci razreda Supersport 600. Po novih 10 odpeljanih krogih je prišel do zmage in popolnega zaključka na Češkem. Ta vikend je bil kar zanimiv.
Prvič sem zares speljal v 2 klase in super sport in super bike. Malo sem tudi zakuhal vmes, ampak v redu. Tako da, ja, potem pa super sport sem pa tudi štartal, perfekt. In od začetka do konca vodil, tako lepo razdaljo držal do Tena. Tako da, ja, prišel do celja, zmaga, nove točke, tako da, to je to. Čeprav je v roku 1 ure sedel na 2 različnih motorjih, ga tekmeci niso uspeli ujeti. Etienne Kanter-Božič je bil drugi, tretji pa Benjamin Bele. Glede na to, da lani je bil ostal kar grenek okus, smo sem prišli čim več krogov narediti in se pripraviti za Alpeadre, ker sem to bolj vzel kot dajmo reči trening dirko za pripravo na Alpeadrijo. Nekateri dirkači so nabirali prepotrebne izkušnje, drugi prvenstvene točke, tretji pa so le uživali in poskrbeli za veselje navijačev. Ti bodo znova prišli na svoj račun julija, ko bo na madžarskem dirkališču Pannonia Ring na sporedu 5. preizkušnja državnega prvenstva Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu. Cusack v Franciji je bil prizorišče polfinalnih dirk Evropskega prvenstva jugovzhodne in jugozahodne cone mladih motokrosistov, ki vozijo na motorjih s prostornino do 65 in 85 kubičnih centimetrov. V šibkejšem razredu sta tekmovala Vid Rus in Matic Maček. Rus je obe vožnji končal na 15. mestu ter skupno na dirki zasedel 13. mesto in se uvrstil v finale. Maček je obe vožnji vozil v ozadju in se mu ni uspelo prebiti v 20-terico, ki si je zagotovila finalno vstopnico. V močnejšem 85-kubičnem razredu sta se na vso moč trudila Alex Novak in Taj Goleš. Uspešnejši je bil Novak, ki je 16. mestom v prvi in izvrstnim 5. mestom v drugi vožnji skupno pristal na 10. mestu ter se tako uvrstil v finale. Goleš je v prvi vožnji v cilj pripeljal na 20. mestu, v drugi vožnji pa je nato padel in odstopil ter se žal ni uvrstil med 20-terico finalistov. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 €. Več na amzs.si. Sven Cerjak in Gregor Zorko sta vozila za Slovenijo na prvi finalni dirki Evropskega prvenstva parov na 250 kubičnih motorjih v Gdansku. Pod vodstvom Gregorja Arnška sta v skupini B zbrala 13 točk in v borbi za 3. mesto premagala češko dvojico Karel Pruša, Peter Marek. Zmagali so Poljaki pred Nemci. Naslednja dirka bo sredi avgusta na Danskem. Tekmovanje pa se bo končalo v drugi polovici septembra pri nas v Krškem. Eno članstvo za vse. Za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. V nedeljo 6. julija bo AKK Sportstil v AMZS centru varne vožnje na Vranskem pripravil 3. dirko državnega prvenstva Slovenije v kartingu. V nedeljo 20. julija se bodo 5. letos merili za točke državnega prvenstva Slovenije cestno-hitrostni motociklisti. Tekmovali bodo na dirkališču Pannonia Ring.